Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ja, takole, koronavirus je tukaj, jaz masko imam, naravno, zdravilno, z vitamini in tako naprej. Se hecam, Če ste šli s tem v trgovino, boste zunaj ostali, tako da nikar vam ne priporočam, da greste s tole stvarjo, verjetno samo se strinjal z mano, Je pa luštna, luštna pa je. No, mi smo seveda zbrskali nekaj najbolj bizarnih in smešnih mas, dajmo si pogledati, kaj je naša režija našla, kakšne luškane slikce, torej mas, ki so v zadnjem času, no, tole so pa res ekstremi. No, dobro, še ena natur varianta. Ja, spodne hlače so izjemno Vileda, no, to še nisem videla. No, te so pa take izvirne in lušne, ko v bistvu smo jih tudi pri nas v Sloveniji lahko videli, če hodite v trgovino, jih boste marsikaj opazili. No, kakorkoli že, mi danes seveda ne bomo s temi maskami nič delali, to je bilo samo majčkeno tako za hec in šalo. Ob meni pa je že profesor dr. Samo Kreft, urednik bloga Lačna bučka in pa tudi redni profesor na fakulteti za farmacijo. Samo lepo pozdravljen. Mi dva danes sva si pogledali tele maske malo za hec, ampak v bistvu bila fora v tem, da bomo mi dva danes delala nekaj iz zdravilnih rastlin. In to burek, To si se sam spomnil, ali? Ne, to je že več takih variant bilo, ampak recimo posebnost te bo, da bo še popolnoma veganska. Veganska. To pomeni brez sira, jajc in seveda brez mesa. Ne, marsikdo bi rekel, a bo to sploh dobro. Ti praviš, da pravzaprav tudi veganske jedi so lahko izjemno okusne. Tako, to je pri Lačni bučki, hočemo to pokazati. Danes se bom jaz to prepričala, ker nisem veganka še. Danes si prinesel ful enih stvari, ki si jih ti baje nabral zdajle v zadnjih 24 urah. Kje si nabiral in kaj si nabral? Ko sem omejen na našo občino, sem kar klele okoli PST-ja. PST? Ja. Ok, super. Tako da tole je japonski dresnik, tega je veliko, to je taka visoka rastlina, zdaj je že kar precej pognala, jaz sem samo vršičke nabral. Malo so grenki, tako da ne bomo dali preveč. Potem imamo hmelj, no hmelj je zelo okusen. Spet samo vršičke, ker spodnji deli so potem oleseneli, podobno kot šparglje, lahko je tudi samo popečeno. Jaz sem ga skoraj zamešala, veš, za šparglje. Mislim, kako imaš to šparglje, neke take tanke, divje, vitke? Ja, zelo podobno. Na hitro bi potegnil, ja. Okus je pa dejansko bolj pohmelja, se lahko tudi malo probavava tele stvari. Tako, ja. No, je pa tudi ne pohmelja. A ti zihar, da kaže to vse ok? To pa treba biti pozoren. Jaz sem zihar, ampak ko bojo ljudje sami nabirali, pa ne bojo pozorni. Hmelju podobno nekakšen blušč, recimo, ali pa v vsaki rastlini se tudi kakšna stropena podobna najde, tako da je treba biti pozorn. Koprive ne bom probaval, sicer v roke me ne peče, ampak vseeno ustaje pa dokler ne bo kuhala. Čak, še vedno ima verjetno tele laske zdajle, ne? Pekoče, boš pol kaj... Opravil sem jo, tako da mislim, da je pri pranju že kar zgubila. Ja, nič ni več, ampak vseeno pa usta ne bom dajal. Če imaš... Famozni, če imaš, ne? Že cveti zdajle in tudi cvetove bomo uporabili in tale, ki sem glih prej probal, celo stebla sem jih hotel straniti, ampak vidim, da niso pretrda, bomo celo stebla uporabili. Tudi to ne smemo zamešati s podleskom ali pa šmarnico. To je v bistvu zelo, mislim, smrtni primeri so, ne? Tako. A boš ti lahko malo razložil, preden se lotva kuhe, samo to glavna razlika v bistvu med podleskom in med čemažem. Prej sva se malo mi zadnji pogovarjala, praviš, da ko človek to vidi, pozna razliko, ne? Ja. Če pa po pripravljanju jaz lahko razložim, ampak se bojim, da bom s tem sam komu dal pogum, ampak po razlagi je res težko razumeti, ker so zmeri izjeme. Podlesek ima ponovadi večje liste, ampak šmarnica pa tudi ne. Šmarnica ima pa enako velike. Torej, kakšne slike pogledati pa mogoče malo primerjati, ne? Je to še najlažje? Še najlažje, če ti nekdo pokaže, da vidiš. In še potem je treba pozorno nabirati, ker včasih tudi šmarnica in čemaž skupaj rasteta mešano. Tako da je treba vsak list posebej pogledati. Super. To pa je česnovka. Ime ima sicer, kot da je podobna, sorodna česnu. Recimo, če imaš je res sorodna česnu, ta pa diši po česnu, zato ima tako ime, je pa bolj hrenu sorodna. Garlic mustard, ne? Tako se po angleško reče. Ok, samo ti kar začni. Torej, danes boš pripravil burek z lečo in divjimi zelišči. Tako, to so divja zelišča, leča je že kuhana. Da bo bolj sočno, bom vsem dal še malo čebule. To niste pa se to je verjetno nabral, ne? Ne, ta je lepo iz trgovine. Ne bi bila niti nujna, ampak recimo, da bo burek še bolj sočen. Pa tudi bolj okusen je v končnici. Ja. Čebula nas res rešuje marsikdaj, ne? Tačas, ko se bo tole pražilo, bom pa jaz zelišča. Tale trša stebla bom odstranil. Zdaj imamo česnoko najprej. A pa česnoki vse uporabaš? Lahko bi vse, ampak probamo, koliko je
Vem, da je veliko poskušanja tukaj, ne? Kaj je užitno, kaj je pretrdo. Tako, strupena ni, tako da lahko celo tudi tele vršičke lahko uporabimo. Trša stebla bomo pa dali v smeti. Jaz recimo, ko sem živela v Azerbajdžanu, tam je bilo zelo fascinantno, da pri vsaki jedi so vedno ponudili zraven zelišča. In to so oni tako grickani, so skozi govorijo, pa kva vi to travo žvečite. Surova? Ja, surova so zraven, katergakoli v bistvu obroka so zraven to žvečali. Ja, tako da očitno je to za prebavo res. Pa taka iz vrta ali tako divjin nabrana? Ne, čez divje stvari. Jaz sem jih prvič videla, itak ne vem, kaj sem jedla, pač jedla sem, ker so vsi jedli, preživeli smo vsi, tako da lej. Je pa zanimivo, kako je to pri njih v kulturi res en obvezen dodatek v bistvu obroku. Ja, da mora biti. Da to je to. Povej mi, ti si drugač profesor na fakulteti, doktoriral si tudi v bistvu pravzaprav iz teme zdravilnih rastlin, ampak kot farmacevt v bistvu bi prej pričakovala, da si bolj zagovornik sintetičnih stvari, recimo. Kako je s tem? Ne, na fakulteti za farmacijo imamo v programu za študente kar precej nekaj predmetov o zdravilnih rastlinah, tako da je to kar precej obsežna snov. Se morajo kar precej učinkov in latinskih imen in izgledov. Tako da s farmacijo tudi to nekako je tudi naše področje. In tudi na tržišču v lekarnah so zdravila rastlinskega izvora. Vse več je tudi zelo naravnih preparatov. Se mi zdi, da tudi ljudje se vse bolj zavedajo, da je v bistvu sintetika ni tako učinkovita, bomo rekli, kot dele naravne zdravile. Jaz bi rekel od primera do primera. Za vsak primer se je treba posebej odločiti, kaj v tistem primeru lahko optimalno damo. V nekaterih primerih tudi ne gre brez sinteznih, teh kemijsko definiranih zdravil. V nekaterih bi tudi šlo brez, pa je vsem bolj učinkovito ali pa bolj enostavno vzeti. Recimo, če imamo vročino, je vsem najbolj enostavno vzeti eno tableto in bo najhitrejši, najbolj učinkovito, ali pa za glavobol, da ne bom zdaj kakšnih blagovnih znamk omenil. Je drugače ful dobro, veš. Jaz to zdaj v oddajah že poslušam o tem, tako da obstajajo naravne stvari, ki v bistvu znajo te simptome tudi zelo lepo olajšati oziroma jih šutiti čez vrata, bom rekla. Daj mi povej, kar se tiče bloga, recimo Lačna bučka, kaj v bistvu tam nek laik, ki se želi morda lotiti veganstva, bo dobil tam dovolj informacij, da bo ostal vegan? Jaz mislim, da bo. Lahko sledi našim receptom, ni pa nujno, ker mi tudi spodbujamo kreativnost, tako da z našim blogom bo dobil idejo, kako se pač pripravlja, kako se izbira, kako se kombinira jedi in potem jih lahko tudi po svoje kombinacije, svoje začimbe naredi. Tudi tukaj v ta burek lahko bi namesto leče dali fižol. Velikokrat dajo tudi kakšne nadomestke, skute ali pa veganski jogurt ali pa tofu. Ja, tudi to je možnost, zakaj pa ne, ampak mi skušamo pri Lačni bučki čim bolj enostavno, čim ceneje tudi. No, to sem te hodila vprašati, da so ravno pri cenejši verziji. Tole, kar imamo mi ta danes, je v bistvu zelo pocen varianta, ne? Ja, tole iz divjine je sploh pocen, zastonj nabrano. Pa tudi ostale stvari. Lečo, če se kupi suha in se sam skuha, je zelo poceni. S konzerve je malenkost dražje, ampak še vedno je vse to cenejše kot recimo kakšen tofu ali pa kakšna veganska skuta ali pa te industrijsko predelane. Tam je seveda industrijski postopek v ozadju in to nekaj stane. Ja, to je res, ja. Povej mi, katera izmed teh zelišč recimo je tvoja najljubša in zakaj, ne? Katera je mogoče najbolj zdravilna ali pa nam največ da? Od tehle, ki smo jih tukaj, najljubša mi je kar čemaž, ker ima najmočnejši okus, ker jo lahko tudi kombiniramo z kakšno zelenjavo iz vrta, samo da ojača okus. V bistvu jo lahko tudi kot začimbo uporabljamo, ne samo kot zelenjavo. Drugače pa mogoče o zdravilnosti, tudi je zdravilna, podobno kot česen. Saj ne bi trdil, da je čemaž bolj zdravilen kot česen, celo manj raziskanje, ampak vemo pa, da so podobne snovi v njemu, tako da lahko kar sklepamo, da je podobno zdravilen kot česen. Ker sem najdel čemaž, tudi česna ne bom uporabil. Drugače bi ga pač zamenil lahko, ne? Za okusa bi bilo čisto nekaj tazga. Super. No, mi to bomo seveda nadaljevala s tole pripravo, mi pa si medtem poglejmo aktualne klepetove dogodke. 7 dni za dušo in telo na otoku Ižu.
Tudi letos gremo na počitnice za dušo in telo. Odhajamo drugi teden v juniju na energijsko najmočnejši otok Jadrana, na otoku Iš. 7 dni globoke sprostitve za dušo in telo, nova znanja, nove izkušnje, res dobra in zdrava hrana ter izjemno vzdušje. Preverite program na naši spletni strani, poskrbljeno je namreč tudi za prevoz. Za prvomajske počitnice pa se odpravljamo v dolino piramid. Tam nas pričakuje dr. Osmanagić. Vabljeni torej na potovanje v dolino bosanskih piramid med 30.4. in 3. majem. Pripravljeni imamo zanimiv terapevtski program, veliko raziskovanj in noro doživetje. Hoja po žerjavici je vsekakor nekaj nepozabnega, nekaj, kar prižge iskro. Letos se po žareči preprogi sprehodimo 27. junija. Doživi enkrat to čarobnost skupaj z nami. V moji družbi je še vedno Samo Kreft in pa skoraj že narejen burek z lečo in divjimi zelišči. Samo, evo, kar nadaljuj, ti si zdaj še lečo dal noter, ne? Tako, zelenjava niti ni, oziroma ta divja zelišča niti ni treba, da se kaj dosti kuha, sem toliko, da malo uvenejo, da se potem lažje zvijajo. Koprive sva mogla malo biti za vsak slučaj, ne? Ampak itak se bo to še ene pol ure pekalo, tako da takrat se bo še dobro obdelali toplotno. Ja, pa sem pa lečo dodal, ki je bila že predhodno kuhana, vse skupaj zmešano in to imamo zdaj že nadev za burek. Jaz imam tukaj že pripravljeno testo, da se ne bi še s tem ukvarjali. Z ga sam delu? Ne, tale je kar iz trgovine. Ja, lahko bi ga tudi, ampak potem ne bi bilo tako lepo. Si se kdaj lotil že pripraviti testa, no, daj saj to povej. Že dolgo ne, ampak sem, ja. Res? Ja. Ti si vmes, tudi sem videla, tako da gledalci, mogoče tudi na svet za vse vas, ne. Samo vmes zdaj, ker še videl tak malo bolj stebelni del, pa ga vzel, pa je prav rekel, tole je že ni tako fino, ne bom dal kar ven. Tako da res veliko okušanja, poskušanja, ne, da res v bistvu dobiš najboljši del rastline, ne. Ja, da vidiš, težko je oceniti po izgledu, včasih so tako podobno kot pri špargljih. Včasih so 1 centimetrski že debeli, včasih so že trdi, včasih so pa tudi 2 centimetrski še čist v redu mehki. Ima olivnega olja? Ja, burek mora biti kar mastan. Mora biti mastan, ja, drugače to ni burek. Da ne bom jaz zdaj 2 testa zavil, tudi danes, ker bomo videli, kako bo to zdaj vešlo. Če bo treba pa 2, bom pa 2. No, Samo drugače si bil tudi na, prej smo se pogovarjali pri Masterchefu, ne, si bil zelo navdušen, tako da, ne vem, lahko pričakujemo, da boš kdaj se lotil kuharije tako zelo resno, profesionalno mogoče? Verjetno, da ne, ker mogoče sem pa premalo vztrajen za tako rutinsko kuho, tako da jaz... Torej ljubiteljsko, pa tisto, tako kaj treba, ne? Tako. Evo, ni lih najlepši, ampak recimo... To imaš malo tremo, veš, televizija pa to vlej vse. Tako. Pa bal sem se, kako bo to, evo, takole okoli. In zdaj nadaljujemo naslednjega, zvijemo in potem kar v spirali navznoter zmeraj se bližamo. Dej mi povej, a si kdaj delal kakšen recept, recimo zdaj, če govorimo o zeliščih, ne? Ja. Pa ti ni rado, pa si rekel, pišuka tole, ali pa ta kombinacija zelišč, ne? A vse paše z vsem? Pa skoraj, ja. Skoraj paše vse. Mislim, da po okusih kaj ne bi že ni. Vprašanje je glih to, kakor smo prej se pogovarjali glede trdote, da je včasih kaj pretrdo, pa med zobmi ima kakšna vlagna, pa še to se tudi pri zelenjavi zgodi. To pa se navadaš, ne? Ja, včasih je fižol trd, mislim, ima nitke, pa med zobmi treba pa ven. Kaj pa delovanje na telo, recimo različna zelišča, koliko jih mi da v bistvu ubijava s tem, ko sva jih dala klele malo prepražati? Ja, to je pa odvisno od snovi do snovi. Recimo japonski dresnik, prej nisem omenila, vsebuje resveratrol tudi v teh zelenih delih. Tudi ta resveratrol, ki ga se dobi v lekarni, je iz japonskega dresnika, iz te iste rastline, pridobljen sam iz korenin. No in ta je stabilen. Ta je dosti stabilen, takole pol ure. Zakaj je to fajn v bistvu, recimo? Resveratrol je antioksidant, tudi v rdečem vinu se nahaja. Ja, razstrupljanje je malo premočna beseda, ampak... Ma veš, meni se zdi, da čim daš neko zelišče vase, da zdaj te pa to bo čist prečistali in boš krnov, ne? Ja,
če bo ta zgodba o prečiščevanju mogoče kaj pripomogla, da bo kdo bolj z veseljem to užival. Ti pa tako kupil, okej. Ampak drugače pa ne. Kaj se ti zdi pol glavna v bistvu poanta recimo uživanja zelišč, no, po tvoje? Razen tega, da je okus poseben, pa da gre za res naravno zadevo. A ima kakšen vpliv na telo v bistvu, no? Če primerjamo z zelenjavo, potem ne bi rekel, da ima nek splošen vpliv kar vsa. Drugače pa nekako niti ni ostre meje med zelišči, ki jih kot začimbe uporabljamo, ali pa ki jih kot zelenjavo uporabljamo, ali pa z zdravilnimi rastlinami. Tako da recimo česen je v bistvu zdravilna rastlina. Česen znižuje krvni tlak, znižuje holesterol, zmanjšuje starevanje krvi. Jaz vem, da ga pa nas recimo v bloku starejši zelo radi jejo, ker vedno po dvigalu zavoham, da so bi starejši noter. Tako da ja, česen očitno je ena taka, se mi zdi, zadeva, ki vsako jutro starejši pač morajo uživati verjetno. Zdaj, koliko mi je všeč, ne vem, ne? Ja, tukaj bom pa kar mogoče 2 testa skupaj. Ja, vidim, da je tale malo tanjši. Nismo v Masterchefu, samo ne se kjer se važem, da bomo mi tole prikazali. Veš, kaj me še zanima, kaj pa razlika recimo suha zelišča pa recimo sveža zelišča? Je okus drugačen, je bolj intenziven, ko govorimo o svežih zeliščih in pa koliko časa jih lahko hranimo v bistvu takole? Koliko časa so kul? Takole sveža, bi rekel, mogoče še manj kot zelenjava, ker so bolj nežna. Tako da kakšen 2 dni mogoče ne smejo veti. Recimo česnovko sem jaz kar v vazo dal. V vodo se mi zdi, da se je lepše hranila. Ostalo je bilo pa v eni vrečki neprodušno zaprto, tako da se ni izsuševalo. Mogoče bom pa to rajš najprej ločil, preden se namoči, pa potem nadeval. No, mi pa med tem si lahko pogledamo z Darjem Cortesejem, smo šli tudi mečkaj ta zelišča raziskovati, tako da dajmo si pogledati par slik, midva seveda pa bova samotom lahko naprej klepetala, vi boste pa vmes malo te slikce videli, no, se naš čas ga. Torej, tole sva zdaj naredila, peku boš si rekel pol urce. Pol ure v pečici, ja, lepo. A ti to kaj soliš? Kaj pa je s tem, ali je leča bila že prej? Leča je bila slana, ja. Lahko bi po okusu, jaz imam rad zelo malo slano, tako da mogoče bi bilo takole komu premalo. Ampak, ja, je pa težko naknadno soliti, ne. Taka jed, kakšno juho se že da. Ok, super. Je pa, če so okusi močni, kot tukaj so, dejansko manj soliramo. Ne potrebuješ, no se to je pa v bistvu dobra varka, ne? Ja. Za otroke se mi zdi pa, da je sploh fino, ne? Ja. Ockej. Še ta zadnjega. Samo jaz sem zdaj pustila, da to narediš, pa bomo mi se nazaj vklopali in seveda poskusili tole čarovnijo, torej burek iz leče in divjih zelišč. Tako. Takole, midva samo tam sva nazaj in samo, da izdale to tako diši, pa tako lepo je zapečen. Jaz drugače ful nisem veganka, ampak tole meni, da mi boš prodal ta prav burek. Ja, ampak to, kdo reče, jaz nisem vegan, ampak vse, ne vem, jabolka pa ješ, ne? Ja, sej to imaš pa prav, jabolka je vegansko živilo, ne? Ja, jaz bi se veš, kakšen. Pa češnje imaš tudi rada, ne? Ne, jaz bi sir, pa... Ampak si ga pa kar dosti z olivcem zalil, tako da upam, da bo vsaj masten, tako da je ta prav. Mastno pa mora biti, ja. Se veš, kaj mislim. Kako, Madonna, pa ti si cel mojster, leti to, kako je lep. A slište vi, kako to hrska? Ja, pa kar takole. Ja, kar po domače. Kaj se še kadi? Hvala samo. Vroče, malo treba paziti. Ja, na zdravje, ne? Ker tole same zdrave stvari so, tako da levo provat. Lahko bi bil še Dober je. Meni je dober, jaz recimo bi si ga jaz, ker imam rada bolj samo, bi si ga malo še poslal, ampak čudovit, res, ful je dober, pa zelo okusen, kaj da bi špinačen ga jedla, tako hita. In tudi, kad ta leča naredi, kaj bi bila skuta, ne, tako sočna, ker nekaj mora biti, če bi samo te zeleni deli, bi bilo preveč ovenejo, no, tako, ker v nič gre, ne bi bilo dosti volumna. In vi ste v redu, ste ga zavohali. No, mimogrede še nekaj moram povedati. Meme imamo en luščan, zdaj mi dva jeva. Mi da samo tom ne moramo gbati. Meme. A si pustil odprto okno, ko je sosed kosil travo, ne? Ja, za vegane pač velja, da ne bi jedli samo travo, ne? No, ruski onkolog dr. Korepanov pa
ima en tak res lep rek na to temo. Tako ljudem kot kozam je potrebna trava, čeprav tukaj je mišljena trava bolj v širšem pomenu rastlin, le da koze to bolje vedo. Tako da, kozice, naučite še nas kaj, evo. Jaz sem zdaj na dobri poti, jaz mislim, da sem danes tudi sama naredila, ker tole je pa simpel, kakor sem videla, pa res okusano. Še otrokom bom jaz tole. In hranljivo. To ima beljakovin povsem primerno za eno normalno obrok. Tako da, če bi tole se najedali, bi kar uravnoteženo dobili beljakovin, vitaminov, vlaknin, mineralov. Pa tudi zelo v končni fazi ugodna rešitev, ne da? Ja, cenovno ugodno in enostavno. Narejeno je bilo tekom 20 minut na oddajo. Zelo hitro sva naredila. Edin pač, ja, treba je pa iti malo nabirati. Mečkaj še poskrbimo za telovadbo. Če ne pa špinača na mest teh... Ne, no, dejno, zdaj promovirava zdravilne rastline in zelišča. Pejte v naravo, dajte si malo prvošati, pogledajte malo rastline in res uživite v čudovitem bureku. Samo hvala ti. Dober tek. Dober tek.